Lepo pozdravljeni nazaj na mojem kanalu, ali pa sploh pozdravljeni, če se gledamo, poslušamo prvič. Danes se bom lotila končno teme odplačevanja dolgov. Zdaj smo se mi že na kanalu naučili, videi so spodaj, kako narediti mesečni proračun, kako narediti letni proračun, kako lahko v gospodinjstvu kar nekaj denarja prihranimo. Namen je, da ta prihranjen denar vržemo v te naše dolgove in se jih čim prej znebimo. Ena metoda, ki se je izkazala v svetu za zelo uspešno in jih veliko ljudi uporablja, so 7 koraki, Seven Baby Steps metoda Davea Ramseyja, finančnika znanega, ameriškega, bolj konzervativnega. Vsi se ne strinjajo z njim, ampak za razvijanje ene finančne discipline, sploh tako gospodinjske, družinske, je ta metoda zelo uporabna in je veliko ljudem zelo pomagala pri odplačevanju dolgov in med drugim tudi meni. Zato bi jo rada predstavila in malo poslovenila, ker pač ni čisto enako za ZDA ali pa Slovenijo, pa bomo pogledali, kako nam lahko pomaga. V resnici se začne pot že s korakom 0, to je z mesečnim in letnim proračunom. On ga imenuje Zero Based Budget. Se pravi, da se vsakemu evru napiše naloga in na koncu mora biti saldo 0. Imam tudi račun, video bom spodaj pustila povezavo za mesečni in letni, izdelavo mesečnega in letnega proračuna posebej. Pa si lahko to ogledate, dobrodošli, ker tam malo bolj izčrpno razložim, kako kaj izgleda na primeru pač enega slovenskega družinskega proračuna. Pomembno je, da mi vidimo na papirju ali pa elektronsko, kam gre denar, koliko denarja gre tja, in da razmislimo, a je res potrebno to stvar imeti v našem življenju. Lahko kje zmanjšamo stroške, znižamo račune in nam bo na ta račun tudi več sredstev ostalo vsak mesec na računu, ki jih bomo lahko namenili recimo poplačevanje dolgov. Prvi majhen korak, prvi baby step je: ustvari manjši sklad za nujne primere. Se pravi, en skladek, kjer imaš prihranjenih 500 evrov do 1000 evrov za nujne primere, kot so, ne vem, se pokvari pralni stroj, se pokvari avto, je treba nujno kaj kupiti, nujno kaj plačati. Seveda je prav, da se veliki nakupi planirajo naprej v letnem proračunu, ampak včasih se zgodi kaj, na kar ne moreš vplivati, kar nisi pričakoval, in se takrat moraš imeti eno varnostno mrežo, da ti ni treba iti v nujen nov dolg. Se pravi, potegniti ven kreditno kartico, porabiti limit, zapraviti cele mesečne prihranke ali pa še več, tako da je treba imeti en majčken skladek za take nujne primere, da nam nudi nam pa družini eno varnost. Drugi korak je odplačevanje dolgov od najmanjšega do največjega. Najprej se naredi seznam dolgov od najmanjšega do največjega, ne glede na višino obresti. Tisto po višini obresti je tudi ena metoda, avalanche method, ki ni njegova, ampak se tudi kar dosti uporablja, metoda plazu, da odplačamo najprej tistega z najvišjimi obrestmi, da se ne nabirajo obresti na teh dolgovih, potem pa tistega z najmanjšimi. Med temi dolgovi, ki jih naštejete, zdaj so to lahko manjši potrošniški krediti, tisti posojila, razni nakupi na obroke v trgovinah. Takole to izgleda. Zapiši vse dolgove od najmanjšega do največjega, razen stanovanjskega kredita in hipoteke. Tale podkorak drugega koraka je v bistvu najbolj pomemben. Živimo pod svojimi zmožnostmi, s preostalim denarjem pa odplačamo dolgove, in sicer najprej najmanjši dolg. Torej, če imamo mi mesečni proračun, ugotovimo, kako lahko stroške zmanjšamo, da nam čim več denarja ostane. S tem, da odplačujemo plačujemo vse položnice, vse nujne storitve, nujne stvari za otroke, kredit.
stanovanjski, vse mora biti poplačano, potem pa kar ostane, dajemo na kupček in zbiramo za odplačanje najmanjšega dolga. Lahko se pa ta denar, ki ostaja vsak mesec, takoj vrže v tisti najmanjši dolg in se pač zmanjšuje glavnica in tako naprej. To je pač vaša odločitev. Jaz sem prihranjen denar dajala na kupček in sem potem v celoti naenkrat, v enkratnem znesku pokrila najmanjši dolg in enak znesek zbirala naprej. Tako se znesek, ki ga lahko nameniš odplačevanju dolgov, veča. Se pravi, mesečni obrok za kreditno kartico plus prihranki grejo v naslednji kredit. Ko tistega odplačaš, dobiš občutek zadovoljstva, občutek uspeha, motivacijo za naprej. Plačaš obrok za avto, vzameš prihranke in tisto, kar si že dal za kartico, pa ne daješ več, vzameš zraven in imaš še večji znesek za odplačevanje naslednjega dolga. Tako da imaš v bistvu vedno večji kupček, ki ga lahko vsak mesec vržeš v naslednji dolg. In ker si se naučil discipline, ker si dobil občutek uspeha, ker si ugotovil, da lahko živiš pod svojimi zmožnostmi, je to super zadeva za hitro odplačevanje dolgov. Tretji korak je ustvarjanje prihrankov za 3 do 6 mesecev življenja. Pri nas in v Ameriki je to zelo, zelo različno, koliko naj bi ta sklad imel, ker je pač struktura plače pa prispevkov pa socialne varnosti v Ameriki drugačna in je treba posebej povedati za Slovenijo, kako bi to izgledalo. Če ste v Sloveniji bili nepretrgoma pač brez prekinitev zaposleni in je vaš delodajalec vplačeval vse prispevke, se pravi, ste bili zavarovani, vam pripada denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Pač so različni pogoji. In sicer gre takole, 80% plače pripada zaposlenemu, ki izpolnjuje te pogoje za do 5 let delovne dobe, in sicer za 3 mesece. 3 mesece 80%, če ste bili zaposleni do 5 let. Od 5 do 15 let zaposlitve vam potem pripada še 6 mesecev pri 60% prihodka in potem od 15 do 25 let 9 mesecev, nad 25 let 12 mesecev. Potem obstajajo še posebne kategorije za starejše, kjer dobijo pa potem 50% plače, pa še neki drugi pogoji so, ampak mi bomo vzeli neko povprečnino, 60% plače, da bomo potem lažje izračunali, kako to v Sloveniji izgleda. Druga stvar je, pri nas je možna še denarna socialna pomoč. Tukaj ureja to center za socialno delo, obstaja cenzus. Potem vam lahko pripada še izredna denarna pomoč, kjer tudi obstaja cenzus in tudi ureja center za socialno delo. Potem so pa tukaj še nefinančne pomoči, Rdeči križ, ki daje prehrambene pakete, praške oblačila, tudi rabljeno pohištvo, Karitas, Anina zvezdica, študentski tolar je tudi za študente. Ampak to so zdaj nefinančne, to ni kot nadomestilo prihodka. Pa vzamemo eno okroglo številko, 1000 evrov mesečnih stroškov za družino krat 6 mesecev je 6000 evrov za pol leta plačevanja vseh stroškov za družino. Če sta to dva odrasla, pomeni vsak 3000 evrov prehrani, skupaj data na nek račun lahko dostopen 6000 evrov, lahko tudi konec koncev kuverto doma, če se vam to zdi najbolj varno. Sigurno pa mora biti lahko dostopno. Potem imamo tukaj še tiste transferje, ki smo jih prej omenili, ampak mislim, da kljub vsemu, tudi če imamo mi neko socialno varnost, lahko pride do situacij, kjer nam tisti ne bo dostopen, ker ne bomo mogoče upravičeni do tega in je treba imeti tudi za ta primer nek znesek pripravljen. Zračunajte sami, koliko imate vi mesečnih stroškov in koliko je tisti nujen znesek, potem ko bi vse nenujne stvari odmaknili,
ki jih morate imeti, zato da boste imeli streho nad glavo, elektriko, vodo, da bojo smeti odpeljali, da bo avto vžgal, in si pomnožite s 6 meseci. Sčasoma se je vrinil še en korak 3B, poleg ustvarjanja proračuna za nujne primere, in sicer varčevanje za polog za nakup doma, ki naj bi bil 20 do 30% vrednosti nepremičnine, ampak tega se zdajle ne bom lotevala, ker v bistvu me zanima samo odplačevanje dolgov. Četrti korak so investicije in varčevanje za pokojnino. Tudi tukaj je velika razlika med ZDA in Slovenijo. Investiranje v Sloveniji ni toliko enostavno, kakor je to v Ameriki ali pa v nekaterih drugih državah, kjer obstajajo platforme, ki so lahko dostopne za splošno prebivalstvo, in tudi davki so drugačni. Vrnili ste že, ko prijavljaš prihodke, boli glava. Varčevanje za pokojnino pa Dave Ramsey razume kot 15% bruto prihodka, se pravi 15% bruto plače, naj bi šlo v nek pokojninski sklad. Tudi tukaj imajo v Ameriki to drugače, tudi obresti so kar visoke in se to splača. Prej, ko začneš, več imaš na koncu. Je pa to drugače v Sloveniji, kjer imamo državno pokojnino višjo kot Američani. Takole to izgleda, sem zelo poenostavila. Slovenska državna pokojnina je mesečno povprečje plač, od katerih so bili plačani prispevki iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 24 let. Se pravi, po domače povprečje 24 zaporednih najboljših plač. Natančno si lahko to pogledate na spletu. In pa seveda na višino pokojnine vpliva še starost ob upokojitvi in pa spol. Tole po spolu se bo izenačilo prav kmalu, ampak nazadnje je bila pokojnina, zajamčena najnižja pokojnina 566,88 €. To je za ženske pri 40 letih pokojninske dobe in pa pri moških pri 40 letih pokojninske dobe. Dodatno varčevanje za pokojnino je možno tudi pri nas v raznih skladih, ampak moraš sam vlagati oziroma nekaj pri javnem sektorju vlaga delodajalec, nek minimalni znesek. Imamo stebre, imamo zavarovanja in če želite, lahko še vedno vložite, saj se bo pokojnina z leti kar močno znižala. 5. korak bom samo omenila, varčevanje za izobraževanje otrok. To je zelo ameriška stvar. V ZDA ni brezplačnega šolstva, razen kakšni community collegi, kjer je treba zelo malo plačati. Za boljše fakultete je treba celo odpotovati, živeti nekje drugje na kampusu in plačati kar zajetno šolnino. Pri nas je visokošolsko izobraževanje v veliki večini brez šolnine, vse do diplome. Podiplomski študij pa je plačljiv večinoma. 6. korak je odplačaj svoj dom oziroma kupi svoj dom. Tako, da ne boš vezana na najemnino, če ti je to v interesu, oziroma da ne boš imel stanovanjskega kredita, hipoteke. Zdaj, ker smo poravnali vse kredite, investirali v pokojnino, če smo želeli, in imamo za osnovne stvari tudi en sklad za nujne primere, se počutimo varni in lahko začnemo odplačevati svojo streho nad glavo. Se pravi, vse tiste obroke, ki smo jih prej po malem plačevali za potrošniške kredite, lahko vržemo v stanovanjski kredit, v odplačevanje hipotekarnega kredita. Dave Ramsey tudi svetuje, da se
izvršujejo dvojna, trojna nakazila, kolikor je možno, da se zmanjšuje glavnica, to se je treba pozanimati na svoji banki, ali pa da se doseže nov dogovor, če ste zmožni plačevati na primer dvojno, da se zmanjša odplačevalna doba. V glavnem greste lahko na banko in se pozanimate, kako lahko najhitrejše odplačate svoj dom oziroma si ga kupite. Zadnji, 7. korak je najbolj lušten. Investiraj in daruj, se pravi, Dave Ramsey pravi, da je 10% si lahko vsak privošči, da daruje 10% bruto dohodka v dobrodelne namene. Denar, ki smo ga namenili prej odplačevanju kreditov in doma, tukaj se podrazumeva, da smo že lastniki doma, se lahko potem da v darovanje in v investicije. Se pravi, plemenitimo v tej fazi samo še denar in ne vzemamo drugih kreditov, se ne zadolžujemo, ampak denar plemenitimo. Kako se je treba pač poučiti, malo raziskati, vprašati kakšnega strokovnjaka, ki mu zaupate. To je bila metoda 7 korakov Davea Ramseyja. Jaz sem jo sprobala in deluje. Moramo biti pač disciplinirani, osnova je tisti mesečni osebni ali pa družinski proračun, da se s partnerjem tudi strinjata, dogovorita, da je pač to zdaj cilj, čim prej odplačati dolg. Pomemben je pač ta vaš zakaj, ker če ne boste imeli svojega zakaja odgovorjenega, potem bo tudi motivacija nizka. Če ste se odločili, da boste temu sledili 100%, se pa hitro zelo obrestuje, razvijate eno disciplino. Jaz že leta delam proračun in je dober občutek na koncu meseca, ko se vse poklapa, se pravi, da ostane nekaj denarja, ki ga lahko nameniš v rast, v premoženjsko rast ali pa v pomoč drugim. Tako, če so vam take teme všeč, si lahko pogledate še več stvari na mojem kanalu, kar se tiče družinskih, osebnih financ. Moram povedati, da jaz nisem noben finančni, ekonomski, gospodarski strokovnjak, ampak sam zaposlena mama in gospodinja. In ker mi je to dosti dobro uspevalo, sem se odločila, da to delim tudi z vami. Če vam je to okej, se naročite, lajkajte, komentirajte, kaj bi še radi videli, katere teme vas zanimajo, pritisnite zvonček, sledite mi na Instagramu in se vidimo v naslednjem videu. Čau!